I was a wonder about a feel is more this hour. I wonder how would it be found. Just tell me help before I fall down the ground. Kam smo medva prišla. No, come again. It's good. Too expensive. Too much exactly, expensive. very expensive. Takole medva imava skoraj zajtrk, kosilo in večerjo. Zdajle, to je riba, ki sva jo ujela, riž, bučke, še iz Maldivov. To je to, Natalija se skoraj skuhala noter, ki je pripravljala. Jaz sem pa jadrnico tam čisto in sem imel okno zaprto, tako da je vročeno, tako pas. Po moje se bom mogla iti umiti malo, ker je čist mokra. Tle za pa še nekaj pihla čez. Pridi greva jest. Jaz sem že malo lačen. Riž je v redu. Tunca pa tudi. Pridi. Zdaj je za nama 2 uri prišel pa še tale gospod z jadrnico Baliho. On je bil pa skozi za nama od Maldivov pa do tukaj. Mogoče bomo šli zdaj celo naprej, on gre tudi v Atene, Grčijo, pa nazaj na Karibe. 18 let je že na Karibih, Grče pa solo, sam jadra. V dobrih 3 tednih, kar sva štartala iz Maldivov, se je takole zarasla jadrnica, polno teh priceskov na spodnem delu, podvodnem, ko se je nabrala. Zdaj pa čistem ta del, ker je težko dol. Zdaj tle en del sem že ščistil, tako da nadaljujem naprej. Pa spet ščista, malo bolj vesela po vodi, ko bova jadrala. Jaz tako gobico drnem, malo napredka pa je, ne? Takole medva prvič na ozemlju Sudana, v kopno po 25 dneh dejansko. Še niso bila, zdaj sva dobila te papirje, da greva lahko. Tako da evo ti. Evo pa sem v Afriki, v Sudanu. Takole zgledam. Greva pa malo pogledati, upam, da imajo kaj, da lahko kupava kruh, pa kakšne potrebščine, ki jih potrebujeva. Bolj roševine zgledajo. Hi, hello. Tale stric nekaj popravlja. Čoven malo zrihtal v krpu. Roševine zgledajo, res tole vse skupaj. V tele stavbi noter smo videli, imajo pa kar jogije, se pravi, da spijo noter. Drugače, to je otok, stari del mesta. Tole je vhod, vrata noter, ne vem, ali greva lahko ali ne. Bova še videla. Najprej greva po hrano, potem pa naprej. Peter.
masliček, ta bi pa rabil neki nege. Suh. Jo, kuj suh. Čist ko prekla, ko ena koza malo večja. Tale mislim, da smo pa tudi medva že malo bogataša, kakorkoli že. Mani. To je pa jezik, ki ga znajo po celem svetu. Mani. To je pa čist z kakšnega vojaškega filma. Se mi zdi res same ruševine, vse je podrto. Hudo. Koza. To je en od prodajalen. Ribiška bolj kot ne. Takemu se vozijo. Tukaj nazaj je druga trgovina. Tako da ne vem, če bo glih kaj dosti, bova imela na izbiro, kaj bova kupila. Bova že preživela do Grčije. Evo se kozle najdemo v sence. Evo, on se hoče z nama slikati. Hello. Good, fine. Что с ним? Ampak Toyota imajo pa povsod. Toyota je pa najbolj iskana avto po moje, kjerkoli hodva. Od francoske Polinezije naprej so sem Toyota. Vroče je tudi, ruševin je polno. Imamo kaj. Tako da se počiva. Ker ležijo v vseh vogalih, kjer je malo sence. To je to. Nima kaj da za delati. Da so kar nekaj prehodila, ampak nisva nič najdla temu, kar bi bilo podobno trgovini. Tako da ne vem, to, kar je na Google Maps označeno, stavba zaprta, tako da ne vem, sploh kje naj bi bila. On je rekel, da je tudi bakery tle. Jaz vidim samo ruševine. Zdaj, če kje je to skrito not, ne vem. Bomo mogla nekako najdeti, ne vem. Zaenkrat neuspešno. Ja, tamle je Timi na sidru. Enostavno ne veva, kam iti. Natalija je kar šla nekam, že tam je neki se okrog vrata obešal in se bolelo, ona kar sama rine nekam. Ne vem, če je pametno, da sama hodi tle med tem ruševinom in temi ljudmi tle. Tako na
otoku je ena polna plaži. Ker medva nisva najdla sadja, zelenjave, trgovino, najbolj zdaj stlele domačini oziroma ta od agenta s tuk-tukom pelali, ker enostavno ne najdemo, ne vemo kam. Tudi gremo zdaj v shopping malo. Tuk-tuk, evo. I will put on YouTube, okay? Sometimes I wonder about a feel small this how and I wonder how would it be found. Just tell me help before I fall to the ground. Every sign it like that. Good. Hey, very good. Evo ga. Kam smo medva prišla, pa se je zabavno. Zdaj greva še enkrat po isti poti, ker smo prej tle peš hodiva, samo zdaj gremo s tuk-tukom. Niti ne vem, kako smo zdaj prišla v ta tuk-tuk, čisto točno, ampak Luka je rekel, če gremo zraven, ki sem vprašal, kje je trgovina, tako da pač greva z njim. Hello! Še kad ni on, če bo stalo. Zdaj gremo najprej na tržnico, je rekel pa v supermarket, da vidimo kako to zgleda. Evo ga, slidi. Pamela? Yes. Zdaj če hvalta. Mislim, da bo tole tržnica. Ja, evo, čebula. Banane. Tole je pa mesnica. Ne bi glih tlele tega mesa. Ja, kako muhe noter. Kar glave. Vidim kar strano tlele. In mi slabo prišlo. Kar kože ležijo vse. No, to je pa supermarket zdaj. Mislim, da kaj dosti ne bova nabrala. Mogla kar s tem kar malo preživeti do Egipta. Računajo pa cene. Se vidi, da smo kao turisti, ker je ful dobra kvaliteta. Tole je, kar je za vzeti. Neka olja. No, to je stari del mesta, čist, ko bi atomska bomba pala. Same ruševine. To naj bi za 99 let kupili
oziroma v najem vzeli Turki in naj bi tle pač vložili v obnovo. Eno stavbo menda so naredili in to je to, kar so naredili v ne vem kolikih 10-15 letih, tako da tudi iz te moke ne bo kruha. Drugače pa ta otok je nastal iz koral. Iz koral je bil zgrajen, to je dejansko otok. Hey, it's not too hot today. Danes imamo srečo, ker ni sonca, ni toliko vroče. V glavno, naročil sem že temu Mohamedu agentu, da naredimo odjavo. Danes ob 4. Tako da jutri zjutraj odidemo naprej na naslednje sidrišče. Še tole je John, ki več na Karibih živi. On bo šel z nama tudi en del. Mislim, skupaj gremo gor, no, pa še 2 jadrnici smo tudi slišala, da je jutri zjutraj, tako da super, nas bo malo več. Gremo pa čist nekam blizu, eno kakšno sidrišče najbližje, 20 mil, 30 stran, tukaj da se premaknemo tukaj, ker tle niti ne moramo se kopati, ker je umazano. Tako da bomo lahko kaj posnorkali, vodo moramo delati, se pravi, da se počasi premikamo naprej, ker tukaj res nimamo kaj početi, to je le nič kaj posebenega. Mislim, nič posebenega. Nimaš kaj delati, lahko pogledaš te ruševine malo, to je to. Na to stavbo so Turki postavili, ne vem zakaj, itak je zaprta. Imajo tudi generatorje tle, se pravi z elektriko. Ne vem, kakšen je namen temu, ampak očitno so si malo premislili. Tam gor naprej pa vidim ladjo, eno, se pravi tam je verjetno, tle smo noter prišli. Kar malo paziti, to je vse bolj tako res ruševine. Tele, kak pridejo zraven, pa povejo, da je 3000 let staro mesto, kar že vemo, pomeni $3 potem. Tole se zgleda ribiči. Je noter, v glavno, tle smo mi zdaj pluli čez z jadrnica. Tukaj bomo jutri tudi odpluli. Reč pa to naj bi bila najstarejša stavba tle. Se tudi zgleda bolj tako. Če glih kaj preveč varno tle hoditi, po moje tle skozi dol pada. Malo gor pogled drugič, tle je vse visi. Ruins in smeti. Te so tudi stare, 3000 let. Tole je pa naše sidrišče. Nekaj velikega se je pojavilo pred mano, ta je kamela. Evo je. Me nam v ušes ugrizel, ne. Več tle jejo kamele, ampak jaz jo ne bom, hvala. Nobenega mesa tukaj. Mater, ima dolg korak. Ne? Tukaj. Tole je pa taksi. Pošla je kar peš naprej.
Kaj se pa res čas ustavil. Problem je, ker ne smem snemati, ker posod priletijo, da ne smem snemati. Probam, kolikor se da, ampak jih ni preveč varno, niso glih navdušeni. Eni ja, eni ne. Da sprašam, če lahko posnemem, sem večinoma ne. Tu pa ne vidiš posod. There's the cheap cigarettes Ja? for the bakshish in the Suez Canal. How are you? Ah, good. Thank you. Good? Good, good, thank you. No, ta se je pustil posnet. Eni so pa prav tečni, prav zatežijo. Tako da ne veš, ali bo s kakšno palico palo ali ne bo. Moram še Natalija paziti, da jo kjer ne čopne. Takih katodnih televizorjev pa pri nas že desetletja nimamo. Tole je pekarna, tako da bomo vzeli malo teh in to je to. Velike izbire ni, samo eno stvar imamo za vzeti. Pa mislim, da je trajekt, ki je v Džedah, se pravi v Saudovo Arabijo čez. Se piše tam za Džedah. To sem bral, da so tukaj v Džedah. Ja, še leč nisem dal noter kave, še nisem spil, ampak že plujemo naprej. Danes se bomo premaknili, sicer ne vemo kako daleč. V glavno danes gremo malo naprej, tako da grejo ven iz tega zaliva, da bomo lahko vodo delali, pa se malo kopali, pa bomo pa naprej videli. Za nami je še ena jadrnica, s tole gremo skupaj. To je ta John, ki je šel že z Maldivovsko za nama. Gremo skupaj, da mu bom tudi vodo naredil z najnim watermakerjem. Tako da, to je to, plan za danes. Smo pa že kar na polno zajadrali. Mislim, da nama bo tako šel malo večja jadrnica. Ne vem, bomo videli. Imam občutek, da bomo kmalu sama dva jadrala. Evo, danes smo pa že po eni uri ujela ribo, tako da v tem Rdečem morju očitno res rib, mislim, loviti jih je treba. Zdaj bo problem, če imaš plec kam to dati. Danes bomo jela ribo, se pravi Pariž, verjetno bomo delila še z Zoom, ki skupaj plujemo. Zdaj pa jadramo naprej, oziroma nekoliko z vetrom, zato ker je to tle spet naslednji rif in moramo iti ven, pa potem spet močno v veter. Tako da počasno napredujemo. Evo, ona jadrnica je pa dobra pol milje pred nama. Jadramo v veter, valovi se povečujejo, tako da nas zaustavlja, tako da nam je že hitrost za dobro vozo pala. Upam, da bomo do večera prišli do tistega svetilnika. Zdaj moramo kar ustrajati, kolikor se da takole v veter, potem pa za tek narediti pa proti celini nazaj. Drugače imamo še približno 30 mil do tam, malo manj mogoče. Glede na to, da bomo malo daljšo pot naredili, pa več. Bomo videli.
tam je še ena jadrnica, ampak tam ne gre na svetilnik, ta gre, ne vem, na en Američan, se skozi neki deret. Tudi so vsi veseli, da je šel solo sever. Baliho je pa tle za jadri, za nama tudi. Pa tudi ne vem, kva ustvarjen. En cajt gre v to smer, ko medva, pa en cajt gre proti nama. Ne vem, mogoče je samo jadra krajšal. Glavno, veter se spet jača, je že čez 20 vozlov. Zdaj ne vem, koliko se vidi, ampak ker so valovi večji in večji, nas to ful zaustavlja. Saj to je težava. Če ne bi bilo valov, bi šlo hitro. To pa sem skačemo gor pa dol do teh valov. Imam za to motor, če bo nam uspelo, pride tam do svetilnika, ki ga vidim, do teme. Not je treba iti v laguno med črmi in če ne pridemo po dnev, konc. Pa bolj, da nadaljujemo okoli jadra. Več tam je en pomol pri temu svetilniku, ampak tudi ne vem jaz kako je, jaz nisem bil še nikoli tle. Eni so se vezali gor zdaj. Ne vem, malo da dač, tam, če zacikcaka, malo 10 mil zračne linije, malo pa, ne vem, 7 mil. Sonce je še kar visoko, ampak napredujemo nikamor. Tukaj naj te valovi tako zaustavljajo, jaz ne vem. Nikakor, že cel dan od jutra se borimo. V 6 smo že štartali, pa še kaj, očitno bomo do 6. Zdaj imamo sicer isti čas, ko pri vas doma, pri vas je ob 8 zvečer tema, tukaj je pa 15 do 6 zaide sonce, tako da nimamo več časa. Zdaj Balihu, ki je z nama, je tam, se pravi, zdaj bo tek naredil in bo šel do svetilnika. On je malenkost bližji, ampak jaz sem mu rekel, naj gre pogledati, če se lahko veže na pomol. Pa ko pomeni, da prideva, se na njega vežemo, tudi smo prvo noč. Itak bi bili v bistvu veter piha stran od pomola, tako da ni težav. Ampak bom videl, kaj bo naredil. Zdaj moram pa smer spremeniti, ker Genova preveč opleda, da bi me jamar. Sonce zahaja, medtem so skor prišla, zdaj da sem zaprl jadro še glavno. Kot zdaj motorirava do tega svetilnika. Treba iti pa tle naravnost, pa čez prehod v rif noter, po severni strani, potem pa nazaj noter. Tam ne vem, če se vidi že ena jadrnica, to je ta glih, kar je sidrov, če je že, no. Tako da je ravno kar prišel, tako da je malo povedal, kako je noter. Po ISO sem si na avioniksu označeval točke, kjer je plul, tako da bom šel lahko po istih točkah noter, tudi če bo malo bolj temno, da ne bom videl. Globine prav, da so dosti v redu, tako da mislim, da ne bo težav, no. Še pol urce po moje nekje rava. Sicer bo sonce zdaj zašlo, ampak malo se bo še videlo, tako da upam, da bova glih nekje do teme sidrala. Tako da saj malo vidiš. Da prihajava noter, zdaj sem si takole zarisal, oziroma kjer plus sem si točke delal, tako da sem si zdaj povezal pot naredil, ampak je rekel, da tale vhod, da je pa zadev en bumi, ima pa isto ugreza ko medva 2 metra, tako da tle mora biti malenkost bolj po sredini, pa bom menda v redu. Drugače on je pa tukaj levati na sidru zdaj. Tako da zgleda pa uživo, kot da je sred morja. Tole pa svetilnik, da je ta otoček, jaz sem mislil, da je vsaj kaj otoka, pa vidim, da ni nič, da je samo svetilnik gor, pa na vsako stran en pomol. Bomo jutri šli pogledati. Mi smo pustili jadrnice na sidru, zdaj gremo pa z Johnom, sosedna jadrnica z njegovim gumenjakom, ki je ga že v vodo dal, ki ima lažje. Zdaj gremo pa tle na svetilnik, ki bomo malo z dronem posneli, pa malo pogledali, pa bomo šli pa še snorkati. Prele sem v 1 uro vodo delal, tako da malo vrnemo nazaj. To je to. Jutri gremo pa naprej, ampak samo je 12 mil naprej, do naslednjega rifa.
Ja, pa si spet na kopnem, tako rekoč. Pred nami je svetilnik, ni najbolj svetlova. Tako bomo videli, mislim, da po moje tle nekdo živi, tam je eno okno odprto. Ker sem bral, mislim, da je nekdo tukaj, glede na to, da lahko kupiš majico za $20. Tle ima pa dizelske motorje, po moje za elektriko, generator. Vse verjetnosti. Ja. Tukaj imajo zalogo teh akumulatorjev. To je generator, ki pol napolne, pa imajo lepo elektriko. Včeraj, ko smo prihajali drugače, sem mislil, da se bomo šli vezati na ta pomol, tukaj se lahko vežeš. Ampak repljimo vse, kaj je malo smoteno, ampak če bi prišla v temi, bi bilo to v redu. Globina je med 6 in 8 metrov, piše. Zaenkrat ni še nobenega živega človeka tle videti, piše pa, da je lahko zastonj na svetilnik. Maj za dostavo. Ne bom te zdaj rinil tle. Nisem lokomotiva. Lahko bi me malo. Tukaj se najde tabla, ki piše, da je bil svetilnik postavljen leta 1897. Visok je 165 feetov, če to preračunamo v metri, je to približno 50 metrov. Se pravi 50 metrov visok ta svetilnik. Evo, mi gremo na svetilnik. Sta tle dva svetilničarja, so nama dovolili, gremo pogledati gor. Pa prosil me, če imamo kakšen polnilc za telefon, na 220 pa kabel, tako da mu bom nesel potem, ker jih imam nekaj za rezervo. In bo. Tule je en del, se gremo še gor pa. Bolj ko je zapuščeno. To bi lahko naredili kot kakšne one. Apartmaje. Sem dolgo prišel sem, to je pa tudi res. Itak nimajo oni sploh nič turistov. V glavnem ne tako zgleda. Tale pomol. Ja, opet gremo kaj gor. Tu je pogled dol. Tu pa pogled gor. Imamo še kar nekaj krogov za narediti. Čakaj in tle malo, če me slikala, bo na svetlavo pa. Sem se kar dodihal, se vidi, nijem kondicije več. Evo, koliko krogov so naredili. Skoraj na vrhu 50 metrov. Je visok, tako da sicer mislim, da tle gor, se da še iti gor. Vsi sem že. Pojmo še tle gor pogledati. Sem me ful strmo, tako da dal kamero dol. Že vidim Timija na sidru. Tule je drugač žarnica. Ptičke se sicer je tle okno razbito. Sicer ima pa tle odprto okno, se ga lahko izven. Glavno, to je svetilnik. Kako piha tle pod nogami. Kaj ptiček? Čakaj. Ti pomagam ven. Po moje bolj, da ga pustim, da smo zaletalo. Si šel ven. Ne graj ven. Bomo tudi zjutraj posnel. Tle gor pa piha. Sem se pa splača prideti gor. Pogled je pa fenomenalen. Ful dobro. Škoda sem, ker ni malo lepš vremena. Mislim, sonca, da bi se še bolj videlo te barve. Čeprav, tle se lepo vidi, ki je rib, morski psi, mante, njih. Tle bi se lepo videlo, če bi kaj bilo. Kaj je? Evo ti, 50 metrov si visoko. Malo kot pogled, ne da? Pa to je.
super, res. Ja, sem vesel, da smo šli tlele gor. Drugače pa tamle notri smo vpluli, tisti del tam ni nevaren. Tamle greš po vmes, je pa tako bolj plitvo. Se pravi, ta John je malo en bumi, malo zadev s kobilco, tako da moraš biti previden, no. Je pa tudi res verjetno, da je šel preblizu grebena.